Lepo je biti nazaj. Lepo je biti nazaj, res. Ker še nekaj trenutkov nazaj smo plavali v neobstoju med reklamami, zdaj smo pa spet v vetru. To je noro. Nocoj pa je v studiu ponovno z nami naš obalni korespondent, gospod Marko Žerjal. Lep aplavz za gospoda Žerjala. Končno spet z nami v živo, a? Ja, tako je gospod Godler, vam je tukaj v osebi, da me lahko naša publika v živo vidi, ne samo sliši, ampak tudi voha. Voha? Ne vem, zakaj so me drugače tako nujno rabili tukaj v živo, ker drugače ostale čute bi nekako zadovoljil lahko že z videom, tako da sklepam, da razen če bi me kdo v publiki rad tudi okusil. Gospodična od zadaj, ne, okej, pol ne vem, pol načeloma res samo tako neverjetno dišim, ali kaj? A se vam mogoče ne zdi, gospod Žerjal, da so mogoče tam veseli, da vas vidijo v živo, končno spet, po dolgem času? Ja! Ne, po moje vseeno vonj. Okej, prav. Vi, gospod Godler, kako ste? Kakšni plani že? Jaz sem bil, kakšni pravi? Za novo leto. Za novo leto? Ja. Ja, verjetno bomo tlele, ne? Novoletna oddaja ta teden. Prosim? A ne bi? Mislim, jaz bi si želel. Kaj, za Silvestrovo? Ja. Jaz sem mislil, ene punce me vabijo na neko zabavo. Gospod Žerjal, a niste vi s srcem in z dušo v tej oddaji? Ja, sem, ampak za Silvestrovo govorimo. Ja, kaj pa je Silvestrovo drugače? Kot ostalo? Sem mislil, da smo delavci. Ja, ne, ja, sej rado voljo. Bomo se družili s puncami v prostem času. To je odgovor, ki ga pričakujem od vas, gospod Žerjal. Zdaj pa pojdimo raj dalje in sicer dajte mi povedati, o čem nam boste pa tokrat poročali. Gospod Godler, tokrat bi rad spregovoril o dogodku, ki je presenetil Slovenijo in malo da ne šokiral Velenje. In o katerem se danes že nekaj govorili. Da. Mislim seveda o odstranitvi glave 6 metrov visokemu kipu Tita. Zgleda, Velenje nima več samo najbolj znanega požigalca v državi, ampak tudi najbolj slavnega oponaševalca Barta Simpsona. Na tej točki verjetno že vsi vemo, kaj se je zgodilo, tako da bi rad samo rekel, da strogo obsojam to brezglavo dejanje. Ne vem, kaj ne rečemo človeku, ki se je tega lotil, ampak po moje to noč res ni imel glave na pravem koncu. Lahko razumem, da je mogoče imel simbolov prejšnje države že rahlo prek glave, ampak ne vem, če se je zavedal, kakšne težave si bo s tem nakopal na glavo. Res se mu ne piše dobro, ne? Kako pa vi komentirate ta celoten podvig? Iskreno še sam ne razumem, kako mu je uspelo. To je naredil kar na javnem mestu vsem na očeh. Zgleda, na velenjski policiji te dni res ne vejo, kje se jih drži glava. Ne bi rad bil en odgovornik za preprečevanje takih prigod, ker po tem škandalu me ne bi čudilo, če bi letela kakšna glava. Sej mogoče bojo rekli, da tak nadzor ni njihova pristojnost, samo meni se to rahlo zdi tiščanje glave v pesek. Če mene vprašate, jim javnost tega spodrsljaja ne bo spregledala, pa če se na glavo postavijo. Verjetno je zdaj vodstvo tamkajšnje policijske postaje res panično, bi rekli, lahko kot kura brez glave. Kaj pa naj si mislimo o tem vandalu potem, ne? Smo ga danes tudi spoznali. Ja, ne vem, ampak mene ne bi čudilo, če bi mu manjkalo kakšno kolesce v glavi. Morate razumeti, ta kip je bil res ogromen in zelo težek, pa čeprav ima, podobno kot verjetno storilec, prazno glavo. Ta podvig ni bil samo predrzen, ampak tudi nevaren. Tako da po eni strani ima še srečo, da je odnesel celo glavo. Lahko bi se ponesrečil in bi se resno poškodoval. Ja, lahko bi plačal z glavo. Res je svojim početjem nosil glavo na prodaj. Iskreno njegov načrt, kako bo to izpeljal, je bil, če mene vprašate, povsem brez glave in repa. Če še koga kdaj kaj podobnega prime, dajte se mogoče malo zamisliti, preden povsem izgubite glavo. Ja, sem res. Kakorkoli že, storilec je sedaj že v pridržanju policije, tako da bo vsaj imel čas, da si v priporu malo ohladi glavo.
Ja, to je moj namen, to je... Ampak, gospod Godler, draga publika, moram pa priznati, da je bil ta dogodek zame še toliko bolj pretresljiv zaradi tega, kdaj se je zgodil. Zaradi vas? Kako? Mislim, zakaj pa? Ker sem jaz to isto noč, ko se je to zgodilo, nastopal v Velenju. Nehajte! Bežite ven iz studia! Ne! V noči iz 4. na 5. decembra ste vi imeli nastop v Velenju. Ja. Jaz sem že par komikov smo nastopali gor, kar dejansko pomeni, da je pravzaprav čisto možno, da je ta človek tisti večer najprej prišel na moj nastop. Tam poslušal, kako se norčujem iz Filofaksa, norčujem iz javnih ustanov in hvalim Niko Kovač. In pol je spil pijačo do konca in rekel, ta Žerjal ima pa kar dobre ideje, grem jaz po žagico. Tako da bi za vsak slučaj rad samo še enkrat razjasnil za vse naše gledalce, če je slučajno še kdo, ki se v to smer nagiba. Ko sem govoril o teh raznih rezih v javni sektor, nisem mislil tako dobesedno. Gospod Marko Žerjal, najlepša hvala. Odličen kot vedno. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.